kako se državna lastnina spremeni v orodje za osebni dobiček, politično moč in korupcijo. Razstava Dejtas, poskusni zagon, je del večjega mednarodnega projekta, pri katerem sodelujejo različni partnerji, torej poleg zavoda projekta TOL sodelujemo tudi z Goethe inštitutom v Pragi, organizacijo Izolacija iz Ukrajine, Tallinn Art Hall iz Estonije in pa Meat Factory, rezidenčni prostor prav tako na Češkem. Torej, vpleteno je precej partnerjev, projekt je strukturiran v bistvu, da traja 2 leti in glavni poudarek je prav na nekem rezidenčnem procesu. Preko odprtega poziva smo zbrali 8 umetnikov, ki so potem s temi partnerji sodelovali pri razvoju nove produkcije, novega projekta in to vidimo v bistvu tudi na tej razstavi. Gre za 2 novi produkciji slovaške umetnice Tamare Kametani in pa ukrajinskega umetniškega kolektiva Fantastic Little Splash. Kot že samo ime pove, poskusni zagon gre v bistvu za nek preizkus pred v bistvu prva neka javna predstavitev lokalni publiki. Namreč ta dela se selijo potem na večjo razstavo v Rudolfinum, v Praško galerijo, kjer bojo del večje skupinske razstave z naslovom Dejtas, podatki in suveren. In bo kurirala Livija Nolasco-Rosas. Zato je v bistvu za nas ta prva javna predstavitev predstavljala tudi možnost, da raziskujemo, kako dela komunicirajo z obiskovalci, kako se obiskovalci na njih odzivajo, kako delujejo v prostoru, tudi v bistvu vse te neke tehnične izzive. Tako da, kot že samo ime pove, gre v bistvu za nek preddogodek tudi pred to večjo razstavo v Pragi. Umetniki, ki so tukaj predstavljeni, so v bistvu z projektom TOL sodelovali lansko leto. Tukaj so bili na 2-mesečni rezidenci, kjer so v bistvu z slovenskimi strokovnjaki, teoretiki, tehnologi sodelovali pri razvoju novih del. Je pa v bistvu ta razstava, se lahko jo razume tudi kot neko samostojno enoto, namreč tematsko se deli zelo povezujeta in tudi celoten projekt je v bistvu zasnovan, da k sodelovanju nekako povabi umetnike, ki se ukvarjajo, kot tudi že samo ime pove, s podatki in suverenostjo. Gre v bistvu za temo, ki je v zadnjem času sploh zelo aktualna. Ukvarja se v bistvu namreč z nadzorom, z tem, kdo uporablja naše podatke, sploh ko uporabljamo neke digitalne platforme in kako na nek način ohranjati neko suverenost. Živimo v času, ko algoritmi, umetna inteligenca, neke digitalne infrastrukture v bistvu izjemno močno vplivajo na politično neko dinamiko in pa tudi družbeno dinamiko. Opažamo vedno večjo polariziranost družbe. Umetniki tukaj iščejo tudi neke načine, neke nove taktike, kako mogoče ubežati temu nadzoru, kako ubežati mogoče nekim tem sistemom. Tako da na nek način v bistvu tudi iščejo izhode iz trenutnega stanja. Prvo delo na razstavi v tem zgornjem prostoru, delo Tamare Kametani z naslovom Greetings from Null Island, torej pozdravi z ničelnega otoka. Umetnica je tekom svoje rezidence v Ljubljani raziskovala fenomen ničelnega otoka in v bistvu razvijala aplikacijo. Ničelni otok je neka v bistvu napaka v sistemu, oziroma se je na internetu precej začel uporabljati ta izraz, ki pomeni koordinate, geolokacijske koordinate 0,0, torej kjer se poldnevnik sreča z ekvatorjem. In takoj, ko uporabljamo pač neke spletne aplikacije, spletne platforme, ko se zgodi kakšna napaka, kakšen glitch, ko se mogoče ti podatki preusmerijo na napačno mesto, grejo avtomatično na mesto 0,0. Tako da je v bistvu ta ničelni otok postal neko zbirališče vseh, ogromno, res zelo nasičeno zbirališče, ki drži ogromno nekih podatkov, ki so napake. In ona je videla to nasičenost te geolokacije kot priložnost, da lahko, če bi mi vsi preusmerili tja svoje podatke, lahko na nek način zakrijemo našo sled in zakrijemo naše podatke.
Tako ona v bistvu ta ničelni otok, to točko vidi kot način skrivanja podatkov in kot neko taktiko, da mogoče ubežimo temu nadzoru. Tako da je tekom rezidence, kot sem že omenila, razvila aplikacijo, kar je glavno delo te razstave. Dostopna je vsakemu uporabniku, ki si jo lahko naloži na telefon, s preprostim vklopom v bistvu vse svoje geolokacijske podatke usmeri na ta ničelni otok, na nič in s tem nekako zakrije svoje dejavnosti na telefonu, svoje podatke. Poleg te prostorske instalacije je, kot sem omenila, glavni del samega projekta aplikacija, do katere lahko dostopa vsak obiskovalec z skeniranjem QR kode. Umetnica je izdelala take razglednice iz tega otoka, ki jih vsak obiskovalec tudi lahko vzame. To je delala skupaj z Oskarjem Kandarjem, ki je pomagal tehnično. Ko sta razvijala to aplikacijo, je bilo zelo zanimivo, ker sta se najprej srečala s precej izzivi, kako lahko svoje geolokacijske podatke prestavimo. Hkrati je bilo pa tudi zanimiv proces, ker je pokazal, kje vse na vseh točkah praktično naše uporabe telefonov, hkrati tudi našega premikanja se podatki o naši lokaciji beležijo in se pač uporabljajo za različne aplikacije. Tako da je bil ta sam proces zanimiv tudi v bistvu čist iz prevpraševanja, kako in kje in s kom delimo naše podatke. Je pa tudi za mano v prostoru, prostorska instalacija, ki nekako pokaže to potovanje, torej iz različnih delov sveta, nekako potovanje na to ničelno točko in sama instalacija se zgleduje po principu tako imenovanih click farm. To so v bistvu take velike infrastrukture, ki umetno ustvarjajo neko prisotnost na internetu, naj bojo to všečki, naj bo to neki komentarji, spletni boti ali pa samo cyber-ataki. Torej, ko je razmišljala o tem, kako bi v bistvu predstavila samo aplikacijo, se je nekako navezovala v bistvu na click farm oziroma na neke take sisteme, ki omogočajo nek tak engagement na ta način. V spodnjem prostoru, kletnem prostoru tega galerijskega prostora pa se predstavljata ukrajinski kolektiv Fantastic Little Splash. Onadva se v svoji praksi ukvarjata zdaj že kar nekaj časa z razvojem orodja, ki bi nam omogočal prepoznavati nepristne akterje, ki delujejo na spletu, torej bote. V bistvu pri tem uporabljata umetno inteligenco oziroma nek program umetne inteligence Osavul, ki jim omogoča analizo ogromne količine podatkov ter lahko tudi neko primerjavo, ker v času umetne inteligence so se te komentarji nepristnih akterjev, torej boti, se v bistvu precej razlikujejo, zelo težko jih sam uporabnik spleta razume oziroma najde oziroma tudi razume, da so boti. In to orodje, ki ga onadva uporabljata, ima na nek način omogoča, da primerjata te različne, tudi koliko je oseba, ki objavlja take komentarje, prisotna, kakšne vzorce ima. Tako da gre res za neko tako analizo in preko te analize potem najdeta te nepristne akterje. Kar njiju zanima je, kako v bistvu te spletni komentarji, predvsem se tukaj fokusirata na Facebook, Instagram, zdaj tudi na TikToku precej, te spletni komentarji v bistvu zelo targetirajo čustva uporabnikov. In njiju zanima prav to manipulacija čustev, sploh kot del nekih političnih kampanj. Lahko tukaj govorimo tudi, da je to kot neke vrste orožje na način, kako se uporablja. Onadva sta tekom rezidence sodelovala predvsej z lokalno skupnostjo, imela sta tudi neke delavnice in se res osredotočala na ta fenomen v Sloveniji. Za njiju je tipično, da na katerikoli rezidenci sta, kjerkoli delata, se zelo fokusirata na lokalno skupnost. Zato so komentarji pri nas, ki jih lahko kot obiskovalec potem tudi
spremljamo, gledamo, v bistvu lahko vidimo, kaj sta ona dva odkrila, se zelo nanašajo na volitve prihajajoče, kjer je bilo tega v bistvu največ trenutno na spletu, kar se tiče slovenskega konteksta. Ker ju zanima, kdo je publika danes, kdo v bistvu vpliva na javno mnenje, sta se zgledovala po ideji grškega zbora, ki je bil pač del antične tragedije kot glas ljudstva. Ona dva se sprašujeta, kdo je glas ljudstva danes, ko ko delujemo večinoma na spletu. In zato sta se tudi odločila, da izdelata vazo, ki na nek način in zvočno in vizualno sporoča te spletne komentarje. Ampak v bistvu sta to vazo na nek način razumela kot vaza, ki zadržuje vse te spletne glasove. Obiskovalec, če pogleda v vazo, in tudi z vrtenjem tega ročaja, lahko tudi v bistvu gleda te različne glasove in vsak glas pripada komentarju, ki ga potem vidimo tudi na projekciji. Tudi vidi različne kazalnike od platforme, kjer se je to uporabljalo, kdo je bil ta uporabnik, ki je objavljal te komentarje, sporočilo tega komentarja. Torej lahko spremljamo v bistvu različne vidike teh komentarjev, hkrati pa jih lahko tudi poslušamo, ker sta jih prevedla tudi v zvočno obliko. Tako da je v bistvu taka prostorska izkušnja, v bistvu pa ustvarjata neko prostorsko izkušnjo, ki jo imamo, ko scrollamo po telefonu oziroma po spletu in beremo te komentarje.